Našega olimpijskega prvaka z malokalibrsko puško z olimpijskih iger v Sydneyju, Rajmonda Debevca, vsi poznate. S streljanjem se ukvarja že 32 let. Zakaj je ta šport tako privlačen, sta ugotavljala neustrašna Erik in Jure. Hvala title! Ljujo, lej, kak se sveteli obleki po tej kravati. Vse nisi nič drugačen. Ja, jaz moram biti takšen. Jaz sem včeraj gledal James Bonda. Na televiziji? Ja. Pa bil slučajno tajni agent? Točen tako. Pa ne znaš streljati? Ne. Jaz tudi ne. Ja, jaz sem namenjen na strelišče. Jaz tudi. Pet greva skupaj. Stoj, fanta, kam pa kam? Nekaj bi se pa rada naučila streljati, gospod. Streljati bi se rada naučila. Potem ste prišla na prav naslov. V tej dvorani vam pokazali, kako se strelja z zračnim orožjem, zunaj vam pokazali, kako se strelja pa z orožjem velikega kalibra. Kaj izvolite za mano? Za začetek mi povejte, koliko časa obstaja v Sloveniji že streljstvo? Ja, streljstvo v Sloveniji je znano od 1562. leta, ko se je streljalo v Rožni dolini, je bilo strelišče. To je bilo, potem je Zois z njim nadaljeval, potem se je to strelišče na Streliško preselili in strelišča iz Streliške na Dolenjsko cesto, kjer smo tudi danes. Kaj pa vse rabiš, da lahko postaneš strelec? Za začetek rabiš dobro voljo. Ko imaš dobro voljo, imamo za prvo silo pri nas stvari. Pri nas si lahko sposodiš orožje, dobiš inštruktorja, lahko se mladina opisuje v tečaje, ki se usposablja za streljanje. Zakaj pa ti rabiš tako obliko za streljati? Zaradi tega, da sem bolj stabilna. Me bolj drži skupaj in sem bolj stabilna. To čevlji, hlače, jopič, rokavice pa zato, da me ne žuli. Koliko časa se pa ti ukvarjaš že s streljstvom? 3 leta pa pol. Si kaj dober? Treniram, da bom bil najboljši. Koliko pa so te tarče velike? Ja, te tarče so različne. Te so v bistvu, če govorimo zdaj o malokalibrskem pa zračnem orožju, so 4 dimenzije. Premer črnega polja na tarči meri od 50 cm za streljanje s precizno pištolo na 50 metrov, pa vse do skromnega 4,5 cm za zračno puško, za katerega zadetek bi navadni smrtniki skorajda potrebovali daljnogled. Osnove teorije sva dejansko usvojila. Zdaj greva pa ven probat, kako se strelja. To je pa vsekal. Ni to hudo, ne. Močnejši je 357 Magnum. To je MK, mal kaliber. Da bi lahko midva probala malo tole. Ni bilo treba dvakrat reči in že sva dobila prvo lekcijo. Pištolo moraš prijeti takole, ne. Aha. In dokler ni pištola obrnjena proti tarči, mora biti prst zmeri od zunaj. Aha. Ko potle primeš, pa kaj je nafilan, ne, stopiš takole širino ramen in takrat daš prst šele noter, ne. In potle mereš, ujameš mušico, pa zadnji nišan, delo pa počel kot Madonna. In sedaj sva bila zares midva na vrsti. Moč Magnuma 357 je preizkusil tudi Jure. Temu pa je sledila še lekcija pravega profesionalca. Praktično strelstvo se drži principa DVC, to pomeni diligencija vis celeritas, kar pomeni natančnost, moč, hitrost. Pri nas se ne meri samo natančnost zadetkov, ampak tudi hitrost in pa orožje, s katerim streljamo. Močnejše je, bolj smo nagrajeni. Ko je Andrej izpraznil svoj saržer, sva se morala z Erikom prepričati, če sva predtem sploh kaj zadela. Jure, jaz ne vem, če bi postal tajni agent. Tako za nič sem streljal, tlele na rob tarče sem zadeval, mislim. Ampak pazi, ker sva pa glih tako lepo zrihtana, gre pa lahko direkt v politiko. Politiko.